Počitnice so se prevesile v drugo polovico in otroci lahko še vedno preživljajo zanimive počitniške dni. V mestni občini Slovenj Gradec oba meseca, julij in avgust, nudijo staršem počitniško varstvo, ki ga že 10. leto zapored organizirata mestna občina Slovenj Gradec in javni zavod MOCIS. Varstvo od 30. junija do 29. avgusta med 6. in 16. uro poteka v Slovenjgraškem mladinskem kulturnem centru. Poskrbljeno pa je tudi za zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Dolgčas ni nikomor, saj imajo številne zanimive aktivnosti, kot so ustvarjalne delavnice, obisk galerije, športne dejavnosti, kopali pa so se tudi v slovenjgraškem bazenu Akvalacijo. Skratka pestro in zanimivo preživljanje počitniškega časa in otroci so več kot navdušeni, so nam zaupali ob našem obisku. Tako zanimivo in pestro je bilo ob našem obisku v MKC Slovenj Gradec, kjer smo otroke obiskali med letošnjim počitniškim varstvom, ki ga že 10. zapored organizirata mestna občina Slovenj Gradec in javni zavod MOCIS. Ravno danes sem pobrskala malo po arhivih. Začeli smo leta 2017, torej že letos, že 9. leto poteka počitniško varstvo. Mestna občina Slovenj Gradec to sofinancira, MOCIS pa organizira. Sodelujemo pa tudi z Centrom za družine Koroška, ki je pod okriljem MOCIS-a. S tem sodelovanjem dejansko poskrbimo za tiste otroke, ki so socialno najšibkejši. Resnično se trudijo, da res nikomur ni dolg čas. Dnevi so zelo zapolnjeni, imajo cel kup nekih aktivnosti. Kar nekaj časa se lahko igrajo tudi sami, neodvisno, zato da malo razvijajo to socialno interakcijo. Drugače pa imajo vsak dan organizirano tudi razne delavnice, obiske galerije, muzeja, sodelujemo z športnimi društvi, z atletskim društvom. V glavnem vsak dan imajo neko aktivnost, ki je izobraževalno-zabavne narave, potem imajo pa tudi kar nekaj časa, kjer se lahko igrajo pa samostojno, prosto. Tule v MKC-ju imamo veliko igralnico, kjer imajo cel kup igrač, športnih pripomočkov na razpolago, do takih didaktičnih iger. Skratka, vsa mogoča področja so poskrbljena. In otroci so bili ob našem obisku zelo zadovoljni. Kaj vse delate? Vrtimo obroče, pa gremo v šotor, pa lovimo se zunaj. Pa to je vse. Gremo, smo šli na bazen, v kino, v muzej, pa spod, ko ustvarjajo, v ustvarjalnico, ali kako se reče. Kaj pa danes delate? Zdaj ustvarjamo, pa poleg gremo na športne igre, pa ponavadi igramo tudi nogomet. Kaj tebi najbolj všeč? Nogomet, ko treniram. A ja, kaj pa tebi? Isto nogomet. Tudi, kaj pa tebi najbolj všeč? Ko vrtimo obroče. Meni isto. Meni isto vrtimo obroče. A tudi Pa obroče? ko imam čopek od zgor. Ko smo šli na bazen, pa ko sem nad spodno plavala. Aha. Kaj pa je tebi najbolj všeč tukaj? Ko sem šla na bazen, pa ko smo plavali, pa ko smo izdelali. A kaj pogrešaš šolo? Ne, Ne? tu mi je bolj fajn. A res? A ti kaj pogrešaš šolo? Ne, hvala. A ti kaj pogrešaš šolo? Ja. Ja? Zakaj pa? Obe mama, iste majčke. Meni je pa tukaj najbolj všeč, ko ustvarjamo. Kaj pa ti najraje delaš tukaj? Zunaj se igram. Aha. A kaj pogrešaš šolo? Ne, ko smo se na bazenu tunkali. Aha. Kaj pa še delaš vse te? Z avte pa nesem pa se igram. Očitno se imajo več kot odlično. Naenkrat je lahko v počitniškem varstvu največ 35 otrok. Sem tudi spadajo potem 4 mentorji, tako da vsako poletje se zvrsti približno 120 do 140 otrok različnih. Nekateri se pa seveda ponavljajo, zato ker vsak otrok je lahko pa največ 5 tednov vključen v počitniško varstvo. Več pa ne, zaradi tega, da malo porazdelimo, da imajo vsi otroci neko približno enake možnosti oziroma starši možnosti, da svoje otroke vključijo.
Kdo pa je lahko vse vključen? Vključeni so lahko otroci od 1. do 3. razreda. Iz Mestne občine Slovenj Gradec. Iz Mestne občine Slovenj Gradec, ja. Kako pa je z mentorji? Mentorji v počitniškem varstvu smo zaposleni organizatorji izobraževanja iz Mocisa. Hkrati imamo pa tudi od 19 do 20 na leto približno zunanjih sodelavcev, ki pa so tudi vsi pedagoško izobraženi. In kako se imajo mentorji v počitniškem varstvu? Več kot odlično. Otroci sproščeni, res vlada pravo počitniško vzdušje, tako da se mi zdi, da dajemo energijo drug drugemu. Postali ste sodelavka te ekipe Mocisove. Kakšno se vam zdi to vrstno delo? Zelo zanimivo, precej drugačno od prejšnjega, polno novih izzivov, ki jih z veseljem pravzaprav sprejemam in rešujem na svoj način. Otroci radi sodelujejo? Zelo. So tudi kaj disciplinirani ali so bolj počitniški? Bom rekla, da kar počitniško razpoloženje, ampak kar je tudi prav. Pri katerem delu pa vidite, oziroma aktivnosti pa se najraje udeležujejo? Pravzaprav kar precej jih zanima športna, tudi ustvarjalni, zelo so ustvarjalni, sami si poiščejo v ustvarjalnem kotičku, kaj jih zanima, tako da ne zmanjka jim idej. Cena varstva je odvisna od finančnega položaja družine, iz katere prihaja posamezen otrok. Zasedenost počitniškega varstva pa je skozi vsa leta zelo dobra. Ja, otroci se kar ponavljajo, hodijo nekateri k nam, a ne od 1. do 3. razreda in so pa zelo žalostni v 3. razredu, ko ne morejo več. Pol po možnosti pridejo še njihovi bratci in sestre mlajši. Počitniško varstvo je zasedeno ves čas. A ne, skozi oba 2 meseca, vseh 9 tednov ali 10 tednov, koliko časih pride, so skupine polno zasedene. Morda ravno ta teden, zadnji teden v juliju, ko je največ dopustov, kolektivnih dopustov in takrat pač grejo otroci za starši na morje, predvidevamo. Zato je ravno v tem tednu malo manjša skupina, drugače jih je pa zagotovo 30 do 35. Kako tudi ne, ko pa se imajo tako lepo in enostavno uživajo. Želimo jim, da bodo tudi vsi počitniški dnevi, kolikor jih je še, tako zanimivi in razgibani. Zdrav plus, 7 plus, Harry Potter.